Zasedba je taka, da mislim, da bomo lahko pokrili zelo širok spekter problemov, s katerimi se soočajo občine v teh spremenjenih okoliščinah. Pojav v zvezi z virusom je globalen in lokalen hkrati, kar pomeni, da načeloma mu nihče ne more ubežati in je tudi lahko postavljena trditev, da smo bili postavljeni spomladi v neko isto izhodišče. Skratka, nihče ni bil imun in nihče ni bil. Omejevanje širjenja tega virusa je zelo zahtevna naloga, ki je ponovno osvetlila nekatera razmerja v nekatere težave, s katerimi se soočajo tako občine kot same države. Problem je v tem, da vse te aktivnosti vključujejo veliko število akterjev iz zelo različnih sfer, tako iz sfere politike, stroke kot laične javnosti. In, kar je posebej pomembno, terjajo tudi tehtanje vrednot. Recimo zdravje, varnost, gospodarski razvoj na eni strani, potem svoboda posameznika in javni interes, potem transparentnost in zasebnost, pravice in obveznosti ter svoboda izražanja in preprečevanje recimo lažnih novic. Tehtanje vrednot je sicer prisotno v vsaki odločitvi, skorajda v vsaki odločitvi, vendar v teh okoliščinah in v tej situaciji je to tehtanje bolj zahtevno zaradi negotovosti in zaradi potencialno visokih izgub, ki lahko privedejo na različnih področjih. Okrogla miza, ki je sestavljena, kot jo vidite na programu, nam bo omogočala razpravo o zelo široki paleti vprašanj. Povabil sem ustavnega pravnika, torej profesorja Grada. Upam, da se nam bo kmalu pridružil tudi v tej aplikaciji. Potem profesorja Hačka iz Fakultete za družbene vede, politologa. Potem magistra Hočevarja, ki ga zdaj slišimo, kot predstavnika menedžerja iz občinske ravni. Potem doktorja Lavtarja, kot predstavnika države, lahko rečemo regulatorja na tem področju. Nato doktor Jevška, kot predstavnika Združenja mestnih občin in člana odbora regij. Torej, dobrodošli še enkrat vsi. Zdaj vidimo tudi profesorja Grada. Profesor Grad, nas slišite? Ja, slišim. Super, mi vas tudi slišimo in vidimo. Ravno tako zdaj slišimo in vidimo kolega Hočevarja in ostale udeležence. Tako da zdaj smo pripravljeni, lahko začnemo. V svoji Twitter objavi sem za reklamo in za motivacijo, da bi se ljudje bolj udeležili tega dogodka, postavil dve trditvi oziroma dve drzni vprašanji, pa bi mogoče kar začeli s tem politološkim vidikom. Sicer, kdo nam trenutno vlada? Ali nam vladajo še vedno politiki, državni ali lokalni, ali pa nam vlada stroka? Bi zdaj mogoče za prvi komentar na to vprašanje kar prosil profesorja Hačka, da pove, kaj on misli o tej situaciji. Hvala za besedo. Lep pozdrav z moje strani. Preden karkoli povem, bi želel predvsem pohvaliti organizatorje konference, kolege iz Fakultete za upravo za izvedbo tega dogodka. Na nek način dokazujete, da je tudi v teh popolnoma norih časih možno izvesti nek strokovni akademski dogodek na relativno varen način. Tako da pohvale za to. Zdaj pa k vašemu vprašanju. Odgovor tukaj je zelo preprost. Samo TV ali pa katerikoli drugi mainstream medija morate odpreti te dni, pa je popolnoma jasno, kdo nam vlada in kdo nam ne vlada in kje je zaupanje državljanov. Vladajo nam seveda politiki. Še dlje bi šel celo, rekel bi, da nam vladajo politične stranke in ne samo politiki. Pri tem ne delam razlike med teo ali ono politično opredelitvijo posamezne politične stranke. Prav velike razlike v stilu vladanja oziroma načinu vladanja niti ni med temi ali onimi vladami.
Žal nam ne vladajo strokovnjaki, pri čemer pa se kaže trend, ki mene vsaj nekoliko žalosti zadnja leta, kaže se trend, da to nezaupanje javnosti do politike, ki smo priča že itak praktično vse od srede 90-ih let naprej, zdaj smo na nek način na rekordno nizki stopni zaupanja v politiko, ko ji zaupa sam še res odstotek ali dva najbolj gorečih privržencev političnih strank. Zdaj to nezaupanje se na nek način začelo prelivati že v nezaupanje proti napram stroki, kar lahko lepo opazujemo, nažalost, zadnje mesece, ko pravzaprav lep del javnosti več ne zaupa stroki, ne zaupa znanosti. Zakaj pa ji ne zaupa, to pa je zdaj nagradno vprašanje. Tu pa bi upal postaviti tezo, da je del krivde pravzaprav v potezah politike, ko je na nek način politizirala upravo. To v večji meri sicer velja za nacionalno raven oblasti, še nekoliko manjši meri se mi zdi vendarle za raven lokalne samouprave. V lokalni samoupravi imamo to srečo, da so vsaka 4 leta volitve in da izvolimo vse organe neposredno in na nek način se predstavniki na lokalni ravni vendarle v veliki meri zavedajo, da so njihove poteze potem čez 4 leta se izstavi račun strani volivcev. Na nacionalni ravni pa je tega manj, ker se vendarle politiki, ki nam vladajo, uspejo skriti za svoje politične stranke in dobijo pokritje potem tudi se strani le-teh in pa medijev, posameznih medijev, ki podpirajo bolj ali manj neprekrito te politične stranke. Morda toliko za uvod. V redu, najlepša hvala. Zdaj, rekli ste, da vladajo politiki oziroma politične stranke, ampak kljub vsemu, večinoma se naslanjajo na mnenja, ki jih daje stroka. Torej, ali je sploh še kaj, bi rekel, političnega prostora ostalo za to, da se razpravlja o tem, kar stroka predlaga, ali gre za enostavno avtomatično prelivanje priporočil recimo Nacionalnega inštituta v potem politične odločitve. Se pravi, kje je tukaj politika, če sploh je, recimo? Lahko jaz? Ja, kar. Po mojem mnenju je seveda prostor za razpravo še vedno je, se pa ta prostor za razpravo nekoliko oži ravno skozi prizmo nezaupanja javnosti do vsega, kar je političnega pravzaprav, torej do politikov, do političnih strank, pa tudi do oseb, ki jih politika na nek način imenuje na vodilne položaje. Tukaj pri teh imenovanjih na nek način se izgubi en del strokovnosti oziroma se podvomi v strokovnost oseb, ki so imenovane na svoje strokovne položaje, seveda skozi politična orodja. Mislim, da smo tu naredili napako. Jaz to sicer že govorim zadnjih 15 let, ko smo pustili politiki, da ima takšen vpliv na najvišje uslužbenske položaje. In kar se dogaja je seveda to, da je potem imenovan najvišji javni uslužbenec, direktor nekega javnega inštituta, ki bi naj skrbel za javno zdravje, in da se tega direktorja potem seveda takoj v delu politike vsemi topovi strelja, da seveda je prej političen, kot je strokoven. In obratno v situaciji, ko imamo drugačno obarvano vlado. To je pa tisti trend, ki je precej zaskrbljujoč. V redu, hvala lepa za vaše mnenje. Mogoče profesor Grad, kako pa vi gledate na to vprašanje, kdo nam trenutno vlada, stroka ali politika? Ja, jaz seveda o tem ne bom samo tako lepo povedal kot kolega Haček, ker sem seveda kot pravnik bolj formalist, ampak nekako bi malo podčrtal vse nekaj misli o tem povem. Začel bom tam, kjer je kolega Haček končal. En od razlogov, zakaj je stanje tako, kot je, in to že dalj časa, je seveda odnos politike do uradništva, do uradnikov, do nerazumevanja tega, da so uradniki pravzaprav okostje države, da so oni tisti, ki stalno, kontinuirano skrbijo za državo, da politična opcija enkrat je ena, enkrat je druga, ampak uradniki morajo to početi in zato bi morali biti uradniki tudi ustrezno spoštovani, pri nas niso. Vse od 90 leta naprej ne, ker je vladalo najprej nezaupanje do njih, potem se je pa zadeva okrepila do te mere, da
politiki velikokrat na uradnike gledajo zelo zviška in del tega je seveda tudi to, da na položaje, da na položaje, ki so popolnoma strokovni, imenujejo ljudi, ki so politično nastavljeni in potem se pa dogaja vse to, kar je kolega Haček povedal, ampak ob tem bi pa nekaj vseeno rekel. Namreč ob vsakih posebnih položajih, kakršni smo zdaj, delikaten položaj, nedvomno, zahteven položaj za oblast, se vendarle vedno pojavlja neka skušnjava. Skušnjava je pa v tem, da se taka situacija izkoristi. Da se izkoristi za cilje, ki niso nujno v javnem interesu. Ampak so, tukaj se pridružujem spet kolegu Hačku, ampak so velikokrat popolnoma strankarsko obarvani, gre popolnoma za strankarske interese, ampak ali zdaj v konkretnem primeru, situaciji, v kateri smo, koliko daleč gre to ali ne, težko oceniti, ker nimam dovolj podatkov. Tudi ne znam čisto dobro oceniti odgovor na to vprašanje, ki ga je kolega Rakar zastavil na začetku, namreč na vprašanje, kdo nam vlada. Kdo nam pravzaprav vlada? Jaz osebno sicer mislim, da na koncu vlada politika. In da politika, kot je rekel kolega Haček, tudi nastavlja ustrezne in včasih tudi prave strokovnjake. Hvala lepa za enkrat. Hvala lepa. Zdaj bi mogoče vprašal še magistra Hočevarja. Sicer niste na politični funkciji, vendar ste kljub vsemu zelo dobro vpeti v te procese na lokalni ravni, pa me zanima vaše mnenje. Kako vi gledate na to vprašanje, morda bolj v perspektivi z lokalne politike, lahko pa seveda tudi širše na državni ravni? Hvala lepa najprej za povabilo. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem že kar dolgo časa spremljam politiko lokalno in državno, pa vendar mislim, da se karte volivcev na lokalni ali pa državni ravni mešajo popolnoma drugače. Se mi zdi, da ljudje na lokalni ravni stvari jemljejo bistveno bolj neposredno in bistveno bolj racionalno, po 4 letih pogledajo, kaj je bilo storjenega, kaj je še naprej v planu in se tako tudi odločijo, medtem ko pač se mi zdi, da na državni ravni igro vodijo drugi. Tukaj je bilo že omenjeno, profesor Haček je medije že omenil in dejansko se tukaj zelo veliko stvari usmerja, tudi preko anket javnega mnenja, ne samo merja, ampak tudi usmerja. Zakaj pač ljudje to razumejo drugače na lokalni ali pa na državni ravni, tudi če sam nimam odgovora, ampak zdaj, ko sem 10 let na občini Grosuplje, to neposredno vidim. Če pač si delaven, če pač imaš rezultate, ljudje tudi to nagradijo. Na državni ravni pa so bile tudi vlade, ko so imele lepe in dobre rezultate, veliko storile za državo in ljudi, pa na koncu po 4 letih pač niso bile nagrajene. Toliko morda. Ja, hvala lepa. Se opravičujem, malo sem vmes odsoten, ker imamo očitno še vedno težave s tem, da se nam priključi tudi dr. Jevšek z Mestne občine Murska Sobota. Bi pa izkoristil priliko, da imamo v svojih vrstah, torej na tej okrogli mizi tudi kolega dr. Romana Lavtarja, ki je tudi politolog po svoji izobrazbi, pa bi še njega zdaj pozval, da on pove svoje mnenje. Torej, moje vprašanje je šlo v bistvu bolj v tej smeri, kot sem prej omenil, torej koliko je prostora za to politično vrednotenje v razmerju do predlogov, ki jih da recimo Nacionalni inštitut oziroma ta medicinska stroka, vendar po drugi strani je pa tako, zdaj, če politiki ni všeč to, kar recimo predlaga NIJZ, potem pa zamenja vodstvo tega strokovnega organa, tako da morda smo res še najbližje temu odgovoru, da dejansko še vedno politika vlada, ne glede na to, kaj stroka priporoča. Dober dan, smo zdaj na vezi? Ja, lepo pozdravljeni, dr. Ja, Jevšek. se opravičujem, smo uspeli rešiti problem. Ja, super, me veseli, hvala lepa. Bi zdaj kljub vsemu še dal besedo dr. Lavtarju, pa potem še na koncu vam glede te tematike. Torej, kolega Lavtar, kakšno je vaše mnenje? Ja, seveda jaz kot državni uradnik težko prav veliko politiziram, ampak vsekakor, če bi hotel biti malo sarkastičen, bi rekel, da nam trenutno ne vladata ne politika, ne stroka, ampak virus. Seveda je dejstvo to, kar pravi dr. Grad, formalni vzvodi oblasti so v politiki.
organi so pač tako po ustavi in pravu tam zato, da odločajo. Odločajo pa na podlagi pač pripravljenih strokovnih odločitev. Zdaj, odločitve v posameznih primerih so lahko takšne in drugačne, lahko so nam všeč ali ne, lahko so pa bolj ali manj strokovno utemeljene. To je jasno tudi deloma zaradi tega, kar pravi dr. Haček, nezaupanja do javnih uslužbencev nasploh. So mnogokrat strokovne odločitve, vse skozi komentirane, problematizirane in podobno, ampak na zadnje, čisto na koncu, odgovornost za sprejete odločitve nosi politika. In mogoče samo še dostavek, da glede te observacije dr. Hačka, da se politiki pogosto skrivajo za političnimi strankami, bi rekel, da ima tu gospod Hočevar prav, ko pravi, da je na lokalni ravni nekoliko drugače. Namreč tam so ljudje preblizu oblasti oziroma funkcionarji preblizu oblasti mnogokrat se niti ne identificirajo s političnimi strankami. Se vemo, da je med izvoljenimi župani krepko več kot polovica takih, ki se opredeljujejo kot neodvisne, in zato se mi zdi, da je tam teže pobegniti odgovornosti kot pa morda na državi. V redu, najlepša hvala za vaše mnenje. Vem, da ste v neprijetni vlogi, ampak kljub vsemu sem skušal malo sprovocirati in dobiti tudi vaš odziv. Zdaj pa vprašam še na koncu gospoda dr. Aleksandra Jevška. Torej, tema prvega kroga pogovora je vprašanje, kdo nam trenutno vlada. Ali nam vlada politika, ali nam vlada stroka. Gre za vprašanje, koliko je recimo prostora za politično vrednotenje v okviru priporočil, recimo, ki jih dobimo s strani medicinske stroke in neodvisnih organov s področja javnega zdravja. Če lahko mikrofon vklopite, prosim, ker mikrofona nimate. Tako je, zdaj pa bom. Zdaj se slišim, ja. Opravičujem za tehnične težave. Nekako sem preslišal komentarje mojih predhodnikov, ampak če sem prav razumel vašo iztočnico, potem jaz odgovarjam tako, da vlada nam politika vsekakor, z upoštevajoč seveda mnenja stroke. In tudi za poteze odgovarja politika, pravzaprav tudi na lokalni ravni, in jaz mislim, da je tu odgovor popolnoma jasen. Zdaj vprašanje, koliko politika upošteva to stroko. Zdaj, mi smo v situaciji, v kateri se nahajamo, bili priča temu, da je bilo pogostokrat stroka kot taka prezrta. Vendar mislim, da odgovornost kot tako pa nosi politika. V redu, hvala lepa za vaše mnenje. Torej, prvo vprašanje je bilo res malce provokativno, ampak mislim, da ste večinoma vsi zavzeli stališče, da kljub vsemu vlada še vedno politika, ki se pri tem bolj ali manj naslanja na mnenje zdravstvene stroke. Zdaj, naslednje vprašanje, ki bi ga postavil v okviru tega, bi rekel, bolj politološkega pogleda na problematiko covida in pa razmerja med državo pa lokalno samoupravo, bi se pa nanašalo na demokratične procese na lokalni ravni. Torej, zanima me, kakšno je vaše opažanje, kako je recimo ta situacija vplivala na demokratične procese. Ti demokratični procesi so večjih vrst, na več nivojih potekajo. Po eni strani gre recimo za vprašanje, kako so delovali občinski organi, torej ali so se odločitve na občinskem svetu predebatirale, ali so bile zgolj pripravljene strani strokovnih organov in potem poslane v neki obliki e-gradiva, kjer se je samo glasovalo, ali je bila dana možnost za razpravo ali ne. Potem drug vidik, recimo, kakšen je bil stik med občani pa občinskimi organi, torej v relaciji do župana, do svetnikov. Potem tretji vidik, kako recimo so lahko občani sodelovali v pripravljanju odločitev ali pa iskanju rešitev, torej kako so komunicirali, ali so sploh bili vključeni in tako naprej. Torej, tema drugega kroga bi bila vpliv
COVID-a na lokalno demokracijo. Pa bi spet najprej dal besedo profesorju Hačku, potem pa zavrtimo naokrog. Prosim, izvolite. Ja, hvala za besedo. Zdaj, kako konkretno stvari potekajo v občinah, bodo najbrž kolegi, ki so z nami iz prakse, nekoliko lažje povedali kot jaz. Jaz lahko povem, da kolikor sem stikal z kar nekaj slovenskimi župani v tem 6-mesečnem obdobju, vsaj pri županih se ni veliko opazilo, da bi aktivnosti se zmanjšale. Vse takšno je moje opažanje, so pa seveda seje občinskih organov potekale nekoliko drugače, tudi deloma gotovo brez prisotnosti javnosti, vendarle pa imamo, tu je pa treba nekaj reči, imamo vendarle na nek način srečo, da živimo v državi, kjer je lokalna samouprava relativno močna in kjer se lokalna samouprava vendarle ni na isti način doslej spolitizirala, kot se je spolitizirala politika na nacionalni ravni. Tukaj mislim predvsem na to, mnogi župani, kot vemo, v Sloveniji nestrankarski, torej nimajo neke politične etikete, vse v osnovi ne. In mnogi župani, ki so strankarski, to strankarsko politiko dojemajo močno drugače, lahko rečem, vsaj iz osebnih. Trenutno kolega Hačka ne slišimo. Kolegi na slovenskih panovnikom, ki so šli stranke na nacionalni ravni. Upam in želim, da kriza z virusom ne bi vplivala negativno na tako neposredne oblike, kot tudi posredne oblike lokalne demokracije v Sloveniji. Bojim se, da nekoliko bo participacija prebivalcev seveda omejena, tukaj ne bo šlo drugače. Tudi jaz, zdaj ko pripravljam predmet lokalna samouprava za jesenski semester, seveda na nek način ne morem od študentov zahtevati, kar sem sicer delal zadnjih 15 let, da gredo na občine, da prisostvujejo sejam občinskega sveta, tako da nekatere stvari se bodo spremenile. Upam pa, da bo ta sprememba čim krajšega roka. Ja, hvala lepa. Vprašanje sem postavil zato, ker recimo sem opazil iz prakse na fakulteti za upravo, torej ko imamo seje senata, seje katedar, seje kolegija in tako naprej, seje potekajo, sodelujemo, ampak če bi šli meriti čas, mislim, da smo zdaj veliko bolj učinkoviti, kar pomeni, drugače povedano, se mi zdi, da manj razpravljamo. Se pravi, če bi bili prisotni, recimo v sejni sobi bi verjetno kdo še kaj rekel, tako pa enostavno imam občutek, da se bolj kot ne nazaj držimo in če bi šli delati statistiko, sem prepričan, da smo zdaj časovno bolj učinkoviti. Ni pa rečeno, da je to hkrati slabše, da so sprejete slabše rešitve, morda so celo boljše. To sem v mislih. No pa bi zdaj vprašal še doktora Jevška, kako pa vi gledate recimo na delovanje lokalne demokracije v tega zadnjega pol leta, recimo? Poglejte, jaz mislim, da je ta situacija s COVID-om presenetila vse, tako državo kot tudi občine. In seveda zdaj mogoče nekoliko lažje analizirati, kaj bi bilo potrebno narediti v prvih korakih in kaj je bilo tisto, kar je bilo nesorazmerno mogoče hitro sprejeto. Tako da so se tudi potem, glede na to, da sistem ni zafunkcioniral tako, kot bi moral od zgoraj navzdol, so bili posamezni župani in župani postavljeni pred odločitev, da so seveda sprejemali individualne ukrepe. In to predvsem tudi zelo drastične ukrepe. Od zapiranja šol, vrtcev, posameznih območij, kulturnih ustanov, športnih objektov, kar pa seveda lahko rečem, da ni v redu, ker marsikateri župani so se sklicevali na 34. člen zakona o lokalni samoupravi, kjer je napisano približno tako, da takrat, kadar ni mogoče sklicati občinskega sveta, pa je nujno potrebno sprejeti ukrepe za varovanje življenj, potem lahko to naredi župan in kasneje to potrdi na občinskem svetu. Namreč, mi moramo vedeti, da imamo nacionalni program oziroma akcijski program za ravnanje v primeru epidemij.
kjer jasno piše, kaj so pristojnosti ministra za zdravje, kaj so pristojnosti Republiškega štaba za civilno zaščito, in enako so potem ti programi oziroma ukrepi spuščeni na regionalno in občinsko raven, kjer nikjer ne piše, da je župan tisti, ki ima pooblastilo, da takšne ukrepe sprejema samostojno. Mi smo tudi v okviru skupnosti občin opozorili župane, da naj počakajo s takimi potezami, ki so mogoče na prvi videz zelo všečne ljudem ali pa dviguje rating posameznega župana, niso pa sistemske. In ni šlo samo za to, za zapiranja, za te oblike, ampak tudi za obljube, da bodo podjetja in občani plačevali manjšo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, da jih bodo oprostili plačila komunalnih storitev in tako dalje. Skratka, stvari so šle v skrajnost. In zdi se mi prav to, da mislim, da je julija vlada Republike Slovenije sprejela odločitev za prenovitev tega akcijskega načrta oziroma nacionalnega programa za ravnanje v primeru epidemij, kjer so stvari še bolj jasno napisane. In še en sklep je zelo pomemben, se te vlade, da se bo obvezno vključil program usposabljanja tako na lokalni ravni županov, direktorjev občinskih uprav za primere podobnih situacij. Zdaj, ker gledam tukaj po obrazih, nekateri se bodo še spomnili nazaj, da smo imeli nekoč akcije Nič nas ne sme presenetiti. In te akcije so imele svoj namen in pomen, ker takrat smo prečesali vse te načrte akcijske, kako ravnati, pravzaprav tudi aktivirali se službe, ki so potrebne, vedeli so, kdo poveljuje in kaj lahko poveljuje oziroma naroča ali odreja. In se mi zdi, da bi veljalo kaj takega v prihodnje ponoviti. Dobro, najlepša hvala. V svojem odgovoru ste dali veliki stolčnic za teme, o katerih bomo govorili še v nadaljevanju. Namreč okrogla miza je nekako zastavljena okrog 3 vsebinskih sklopov. Ta prvi, o katerem zdaj govorimo, se bo nanaša na sistemska vprašanja, torej na splošno o demokraciji, o oblasti. Potem v drugem sklopu bi šli bolj pogledati razmerje med državo, državnimi organi in občinami, in v zadnjem sklopu samo občine, torej kaj občine same lahko naredijo. Tako da zdaj bi najprej vprašal še magistra Hočevarja, da on iz operativne ravni tudi pove, kako je videl recimo delovanje lokalne demokracije v zadnjega pol leta, potem pa na koncu še profesor Grad, da zaokroži serijo razprave na temo demokracije. Torej, gospod Hočevar, kakšno je bilo vaše videnje tega zadnjega pol leta? Jaz bi mogoče uvodoma dejal, da ocenjujem, da raven lokalne demokracije v teh časih ni padla in se delno strinjam z gospodom Jemoškom v tej stvari, da se je morda na nekaterih območjih želelo malce pretiravati z samostojnimi odločitvami županov, v drugi smeri pa jih zagovarjam seveda, ker je bilo potrebno zelo hitro odreagirati na določene stvari. Vi veste, da v tistem času, ko je bila epidemija razglašena, ko se je novica razširila do določenih občinah, prišlo do žarišč, da so pač seveda se mogli odločitve sprejemati zelo hitro, ali župani sami ali pa preko štabov civilne zaščite. Tako da jaz mislim, da tukaj veliko stvari ni bilo preseženih, bomo rekli nekih odločitev ali pa pooblastil, in da je bilo v luči zavarovanja življenja in zdravja občank in občanov, da so bile te odločitve dobre in predvsem pravočasne. Zdaj, kako bomo ravnali v prihodnje oziroma kako smo ravnali, občine so se posluževale seveda zelo različnih vzvodov ali pa zelo različnih načinov, kako pač funkcionirajo občinski sveti, ali je to oddaljeno, ali so to dopisne seje, ali so to redne seje, odvisno seveda tudi od neke teže pa vsebine teh odločitev. Jaz sem videl prenekatero sejo, ki je bila oddaljena, ampak verjetno se bomo vsi strinjali, da popolnoma enako to ni. Popolnoma enako, kot je neka redna seja občinskega sveta, bomo rekli, potekala v lanskem letu ali pa zdaj po novem, seveda so razmere druge. Vsi se moramo na njih prilagoditi, pa tudi morda raven razumevanja, raven operativnosti tudi malce prilagoditi. Včasih smo pa zahtevali to, pa to, pa to, pa to,
morda pa danes zahtevamo nekaj manj, pa je še vedno dovolj v redu. No. Kar se pa tiče morda še širše pogleda na to demokracijo, tudi komuniciranje z javnostjo, kar ste dr. Rakar omenil v samem začetku, je pa tukaj odigrala velik pomen in je morda še bolj pomembna, kot pa na kakšen način se župan odloča, kaj o tem misli občinski svet. Mislim, da je bilo komuniciranje z javnostjo v začetku epidemije in tudi še danes izjemno pomembno. Za tiste občine, v bistvu, ki smo se že v preteklosti prilagodile dovolj na e-poslovanje in pa ker smo imeli razvita orodja za komuniciranje z javnostjo preko, bom rekel, javnih medijev, preko družabnih omrežij, preko spletne strani, je pač ta naša informacija občanke in občane bistveno hitreje dosegla kot tisto občine, ki tega niso imele, in potem so tudi občanke in občani se vedeli potem ravnati. Tako da po moje komuniciranje z javnostjo še naprej ostaja ena od prioritet in je potem vse skupaj bistveno lažje. Hvala lepa. Ja, hvala lepa tudi za to zadnjo iztočnico, ki je... Smem še jaz nekaj? Ja, seveda. Kratek komentar. Lahko. Namreč tudi mi na Ministrstvu za javno upravo, ki je pristojno za sistem lokalne samouprave, v tem obdobju nismo naleteli na kakšne posebnosti, ki bi kazale na to, da je bila demokracija eliminirana. Dejstvo je seveda, da tudi pravne podlage dajejo v teh okoliščinah izvršilnim organom, v tem primeru županu, bistveno več pooblastil in zato je bila vloga županov v tem času težiščna. Kolektivni organi so imeli pač ravno zaradi omejitve gibanja in vseh ostalih ukrepov za zajezitev epidemije seveda sekundarno vlogo, so pa se vmes vse skozi sestajali, jasno, da pod posebnimi pogoji, brez javnosti in tudi redkeje. Vlada je v enem od paketov takoj reagirala in omogočila spremembo zakona o lokalni samoupravi tako, da je omogočila tudi kodifikacijo sklicevanja sej na daljavo pod seveda določenimi pogoji. Pod pogoji pa zato pravim, ker mi tudi v prihodnje ne načrtujemo, da bi se pravzaprav seje kolektivnih organov udomačile kar na elektronskih oblikah. Kolektivni organi odločanja pač imajo neke posebne zakonitosti, morajo delovati v nekih zagotovljenih posebnih pogojih, kjer je možnost neodvisnega in avtonomnega odločanja vsakega izvoljenega zagotovljena. Zato jaz tudi v prihodnje ne verjamem, da bi kakšne Facebook tehnologije in podobne lahko nadomestile pravzaprav klasične oblike. Smo pa naleteli tudi na kakšen eksces ali dva, ko je župan želel recimo kar sprejeti proračun, ne da bi sklical občinski svet, na kar smo ga prijazno opozorili, da pač to vendarle ne gre. V redu, najlepša hvala. Zdaj bi pa še na koncu profesora Grada vprašal za mnenje, namreč odbor lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope je rekel, da ta pandemija ne sme privesti tudi do karantene lokalne demokracije. Pa me zdaj zanima vaše mnenje o tem, kako gledate na demokratične procese v teh okoliščinah. Hvala lepa. Jaz seveda, kakšnih posebnih podatkov o tem nimam, vem to, kar sem zvedel iz medijev, veliko sem zvedel zdaj od kolegov novega, ampak rekel bi tole. Lokalna demokracija je tista demokracija, ki je ljudem pač najbližja, ne? In zato je z tega vidika najbolj pomembna in po mojem mnenju tudi najbolj trdoživa. Kajti celo v razmerah, ko je gibanje zelo omejeno, se vendarle ljudje ukvarjajo z lokalnim zadevom, ker se morajo. Lokalne zadeve so tiste, ki so pač stalnica v človeškem življenju. In zaradi tega seveda se mi zdi, da to mora teči naprej v vsakem primeru in jaz imam občutek, da tudi je, po vsem tem, kar sem slišal, tudi je. Celo take situacije pogosto povzročijo nekaj stimulirajo ljudi, da se samoiniciativno organizirajo, samoiniciativno pomagajo razrešiti situacije in to marsikaj, kot sem iz medijev izvedel, se je po Sloveniji tudi dogajalo. Rad bi pa se dotaknil samo nečesa in ne vem, kolega Rakar, ali bomo o tem posebej govorili ali ne, namreč
pravne podlage za ukrepanje župana. Kar izvolite, ja, to sem jaz mislil vprašati takoj naprej, ja. Kar izvolite, ja. Nadaljujem s tem. Ja, seveda. Prav. Glejte, seveda je razumljivo, da so situacije, ko je treba hitro ukrepati, tudi na lokalni ravni, take situacije nedvomno so. Težko pa je oceniti, seveda, ali je tisto ukrepanje res nujno in neizogibno, kajti ta pogoj bi moral biti izpolnjen. To, kar je rekel dr. Jevšek, glede 34. člena lokalne samouprave, seveda ta ni namenjen temu. Ta je namenjen temu, da župan sprejme neko odločitev, ki bi jo sicer sprejel občinski svet. To se pravi, župan lahko ukrepa, da poenostavim samo v okviru tega, kar bi lahko ukrenil občinski svet. Ne eden, ne drugi pa nima pravne podlage za tako ukrepanje, kakšno se je večkrat izvajalo. In tukaj seveda naletimo na tisto občutljivo vprašanje poseganja v pravice, ustavne pravice posameznika. Za tak poseg bi morala biti neposredna zakonska podlaga. Sploh sicer je ustavno pravilo, da lahko samo zakon ureja način izvrševanja pravic, poseganje, omejitve, poseganje in tako naprej. In položaj lokalne samouprave je tak, da je nižji, seveda, njeni akti so nižji od zakona, mora biti v skladu z zakonom in ne samo to mora temeljiti na zakonu. Ni nujno seveda v vsakem primeru, ampak v primeru poseganja v človekove pravice je pa to nujno, zato bi sistemsko bilo treba ustvariti neko zakonsko podlago, ki bi pa seveda zelo omejila in natančno precizirala situacijo, v kateri bi župan lahko ukrepal sam, brez državnih organov. Če smem samo še eno stavek dodati. To je pravo opozorilo, o čemer govori dr. Grad. Namreč tudi mi smo opazili, da je pravzaprav prišlo pri določanju določenih nalog občin skozi vladne uredbe ali skozi vladne podzakonske akte do tiste meje, kjer bi pravzaprav že lahko dvomili, ali je takšna rešitev bila povsem v skladu s tem, kar je pravkar govoril dr. Grad. Namreč jasno je, da smo se v teh okoliščinah vsi srečali z neko povsem neznano nevarnostjo in da so pač organi morali tako ali drugače ukrepati, ampak kot rečeno, zdaj smo se nekaj naučili, morda bi veljalo v prihodnje temu posvetiti tudi za boljše rešitve, da imamo boljše rešitve v pravnih predpisih. V redu, najlepša hvala za ta dodatek. S tem smo v bistvu že prišli nekako na ta ustavno-pravni sklop naše okrogle mize in bi kar prosil profesor Grada, če lahko na kratko povzame oziroma pove svoje mnenje o nedavni odločitvi Ustavnega sodišča, s katero je ugotovilo, da tako imenovana občinska karantena ni predstavljala prekomernega posega v pravice posameznikov. Torej gre za omejitev gibanja na območja občin. Ja, na kratko, gledajte, ta odločba je seveda vzbudila veliko različnih mnenj in komentarjev. Nekako njen moto, temeljni moto je, da ne posegajmo po nepotrebnem v vladne ukrepe in to seveda neko razumevanje do situacije je potrebno v vsakem primeru tudi strani Ustavnega sodišča. Na drugi strani pa je Ustavno sodišče vendarle varuh človekovih pravic, ustavnega položaja človeka in tukaj mislim, da je Ustavno sodišče ravno v tem primeru, ko smo govorili o primeru županov, pravzaprav bilo preveč generozno do ukrepov, kakršni so bili. Tukaj bi moralo storiti nekaj več, dati neko opozorilo, da zadeva ni v redu in zato ni čudno, da je ta odločba prav z tega vidika naletela na toliko strokovnih kritik in da je tudi bila pospremljena z ločenim mnenjem, v katerem so ravno ta del, o katerem govorili nekateri ustavni sodniki, ki se niso strinjali z večinsko odločitvijo, skritizirali. Jaz se, moram reči, s tem njihovim mnenjem strinjam. Tukaj ta vladni ukrep pravzaprav ni imel zakonske podlage glede tega in bi jo moral dobiti. Vem pa je nekaj,
vse vlade so v vsaki situaciji, taki pa seveda še bolj nagnjene k temu, da zakon obide, kajti zakonski postopek je zapleten, na drugi strani imamo opozicijo in tako naprej, imamo medije in podobno in veliko bolj enostavno je nekaj stlačiti v izvršilni predpis, kot pa se lotiti seveda zakona. To je pa tisto, kar iz svoje dolge prakse in poznavanja državnega funkcioniranja. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Za vaše mnenje bi kdo želel še razpravljati v zvezi s to odločbo Ustavnega sodišča morda? Če smem samo jaz reči to, da Ustavno sodišče svojo odločitev res sicer, da ste 5-4, kar daje pač nek vtis o tem, da so bili zelo na tesno, in tudi stališče dr. Grada v tem kontekstu pač je treba v tem kontekstu razumeti, ampak Ustavno sodišče je pač sklepalo na podlagi načela sorazmernosti, to vemo. Takrat, torej, ali je prepoved gibanja med občinami res prerasla takšno intenziteto, da je prerasla pač v omejevanje ene od osebnih pravic. Tudi sicer, čisto laično rečeno, se moramo pač vsi zavedati, da smo vajeni pač te svobode in da smo se kar naenkrat soočili z enimi omejitvami, ki so nas vse po vrsti delale precej nervozni. Zato je tudi ta ukrep imel, seveda, ker je bil nepriljubljen, ker je bil pač mnogokrat tudi zavračen, imelo veliko ljudi takšno stališče do ukrepa. No, ampak Ustavno sodišče je reklo tako, ali je bil ta ukrep nujen, ali je bil primeren, ali je bil nujen in ali je bil sorazmeren glede na učinke, ki jih je dosegel. In argumenti Ustavnega sodišča so bili, da je bil ta ukrep primeren zato, ker smo se srečali s povsem neznano, medicinsko neraziskano boleznijo, za katero ni bilo mogoče vnaprej predvideti drugačnih ukrepov. Drugič, da je bilo nujno, ker pač je moral biti odziv hiter. Dejstvo je, da so tudi kakšne druge zakone sprejemali precej hitro, ampak tu je bil hiten pravzaprav odziv tako rekoč čez noč. In tretjič, Ustavno sodišče iz obrazložitve je videti, da pač je presodilo, da je bil ukrep sorazmeren zato, ker ni šlo za absolutno prepoved gibanja med občinami, ampak je omogočalo izjeme, ki so se nanašale bodisi na zaposlene v določenih službah, ki so bili nujni v teh primerih, za obiskovanje trgovin, svojcev pod nekimi pogoji in podobno. Skratka, argumentacija na nek način tudi skozi samo odločbo je povsem prepričljiva, ampak daje pa seveda jasno napotilo, da jutri takšen ukrep zagotovo ne bi bil več skladen pred Ustavo in bi, zato ker zdaj že poznamo okoliščine, ker vemo, kako to epidemijo obvladovati na drugačen način, ne bi bilo potrebno več sprejemati tako drastičnih ukrepov. V redu, hvala lepa. Kako ste se pa na lokalni ravni recimo srečevali s problemom pravnih podlag? Če lahko morda dr. Jevšek in magister Hočevar še poveste iz svojega zornega kota. Ja, no torej, omejitev gibanja na območju občine z ustavnega vidika jaz težko komentiram. Zato hvala za vprašanje, kako smo se s tem soočili na lokalni ravni. Nekako delim mnenje občank in občanov in se ne moremo znebiti občutka, da je bil ta ukrep prenagljen in posledica nekega vikenda na nekem drugem koncu Slovenije. In je bil sprejet za celotno Slovenijo. To se pravi, v eno soboto je mislim, da v Piranu pač se zbrala večja množica ljudi, ki se sprehajala in potem je sledil ukrep, ki nas vse seveda zajel. Zakaj to govorim? Na posebej podeželskem območju smo se za tem ukrepom zelo težko soočali. Namreč spomnite se, da je bilo navodilo vlade, da se morajo ljudje, ki gredo iz mesta ali pa v drugo občino obdelovati svoje njive oziroma vinograde, kar je dovoljeno, izkazati z izpisom iz zemljiške knjige, da so dejansko lastniki tega
vikenda. Veliko življenjskih situacij in življenjskih problemov je ta ukrep povzročil na lokalni ravni in nisem pa zasledil, možno, da sem preslišal, kaj stroka medicinska o takem ukrepu natančno misli. Zaradi tega se mi zdi, torej delim oceno občanov, da je bil ta ukrep nesorazmeren, se strinjam z dr. Lavtarjem, da ga verjetno v prihodnje vlada vse v taki obliki več ne bo sprejemala. V redu, hvala lepa. Še magistr Hočevar, kako ste se vi recimo pri svojem delu soočali z vprašanjem pravnih podlag za ukrepanje v tem času, pa morda tudi v povezavi z omejitvijo gibanja na območju občine? Seveda smo se pri vsaki odločitvi vprašali za pravno podlago, pa vendar bom rekel, da prav močno obremenjevali se pa s tem tudi nismo, kar morda ni najbolj prav, ampak takrat smo imeli v vidiku predvsem druge koristi. Včasih je bilo potrebno res hitro odreagirati, ampak če vzamem zdaj mogoče stališče dr. Jevška v obzir, seveda v vaši občini, pa tudi v naši, ta problem prehajanja iz drugih občin ni bil morda tako izrazit in ga nismo videli kot problem, v Piranski so pa ga, ne. Težko zdaj potegnemo vzporednice med tistimi občinami, kamor so ljudje v tistem času epidemije dobesedno drli, ne, in bi tam medicinska stroka sigurno videla problem, ne, če pa na promenadi bila takšna in takšna gneča. Pri nas pa pri vas pa tega nismo opazili, ukrep nas je pa seveda tudi zadev, ne. Zdaj, vlada je v tistem trenutku po moji oceni, ko seveda nismo imeli znanja, niti vedenja s čim in na kakšen način se soočamo, morala pač skozi uravnilovko te ukrepe sprejeti. Se pa strinjam z dr. Lavtarjem, ne. Zdaj, ko vemo, s čim se soočamo, ko vemo, kako se proti temu nekako ravnamo, da to obvladujemo, pa verjetno tak ukrep ne bi bil več primeren oziroma najbrž ne bo več potreben. So pa pač lokalni ukrepi sigurno še potrebni, ne. Lokalno pač imamo probleme, ena občina takšne, druga drugačne in bomo mogli bolj lokalno odreagirati. Vsi v bistvu, ki se v občinah ukvarjamo s temi problemi, si seveda nas skrbi, ne. Kako bomo takrat odreagirali, ali bomo imeli pravno podlago, ali bomo dovolj hitro odreagirali, da se stvar nam ne bo razširila. Saj vsi verjetno poznamo tiste občine ali pa tiste institucije, kjer je pač prišlo do žarišč, kjer je prišlo do problemov in s tistimi, ki sem jaz osebno govoril, so bili do neke mere zelo nemočni. Ne, oni so povzeli vse ukrepe v najboljši možni meri, ne. Verjetno so vsi skupaj manj spraševali, ali imamo pravne podlage, ali ne bolj spraševali, kako bomo zavarovali življenje in zdravje ljudi, ampak tudi to ni dostikrat obrodilo sadove, ne. Tako da jaz vsem želim, da bi kar se da, bom rekel, mirno in dobro prešli skozi krizo, pri tem seveda ne pozabili na vse, kar potrebujemo tudi proceduralno storiti, ampak vseeno je po moji oceni fokus drugje. Hvala lepa. Ja, profesor Haček, izvolite. Lahko še na kratko politološko komentiram. Tu najbrž ne moramo mimo slona v sobi, ne, kot bi rekli Američani. Ukrep vlade omejitvene gibanja na občine najbrž bi bil drugačen, če bi v tistem trenutku vlada imela na voljo omejiti gibanje na pokrajine. Ker vsak prebivalec Slovenije ve, v kateri občini stanuje, se upam reči, da skoraj nihče ne ve, v kateri statistični regiji stanuje. In ta opcija najbrž ni bila na mizi, ne? Če bi pa bila opcija pokrajine na mizi, bi pa najbrž bila odločitev lahko tudi drugačna in bolj življenjska, bolj svobodna, ljudje bi najbrž manj žolčno na to reagirali, ne? Spet se je pokazalo zdaj v praksi, na čist lepem praktičnem primeru krize, kako pomembne in potrebne so pokrajine. Kolega Rakel, lahko še eno besedico? Ja, seveda. Kolega Lavtar je prej zelo lepo obrazložil argumentacijo Ustavnega sodišča. Centralna točka je seveda načelo sorazmernosti, ne. Ampak, vidite, v tem ločenem mnenju je ravno kritika ravno tega, da ne gre pravzaprav za ukrep, ki bi bil do take mere nujen in tako naprej, ki ne bi posegel v človekove pravice in podobno. Vsebinsko sem se oglasil zdaj zato, ker sta me kolega iz
lokalne samouprave pravzaprav zelo dobro prepričala, da je pravzaprav ta ukrep bil v resnici nesorazmeren ukrep. Da tiste cilje, ki jih je zasledoval, bi bilo mogoče doseči na drugačen način, da je bil pa tudi tak čisto ukrep, ki se država zmeri najlažje, to se pravi, sekamo počez, ne specificiramo, ne rečemo, v takih in takih krajih bi bilo treba omejiti gibanje, ampak počez, tudi tam, kjer so ljudje bili popolnoma zdravi, kjer ni bilo nobenega tveganja in tako naprej. Tudi to, seveda, občine so različne, z vidika položaja posameznika je bilo na nek način celo kršeno načelo enakosti, kajti nekateri so se lahko gibali po velikem območju, drugi so se lahko gibali samo na zelo majhnem območju, zelo majhnem številu ljudi. Tukaj se pojavlja cel kup vprašanj, zato ta odločba, po eni strani jo podpiram zaradi tega, ker je upoštevala, ta del, da je upoštevala dejansko stanje in nepredvidljivost cele situacije, z tega vidika je bilo v redu, ampak opozorila za naprej so bila prešibka. To je pa tisto, kar pri njej pogrešam. Zelo jasno bi moglo Ustavno sodišče povedati, da ta posebnost te situacije opravičuje do neke mere, ampak ne pa zavedno. Tukaj je ta težava. Če to načelo predreš, si v prihodnosti lahko si povzročiš precej škode. Na to se hvala še upozoriti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tisto, kar je magister Hočevar prej povedal, da jih skrbi, ali bodo imeli v bodoče ustrezne pravne podlage, zato da bodo lahko ukrepali lokalno, se dotika vprašanja, ki je širše. In od tem bi zdaj spet malo odprl debato. Namreč 2 tedna nazaj smo imeli en posvet v okviru Sveta Evrope in je eden od poročevalcev postavil zanimivo prispodobo. Vprašal se je namreč, kaj je bolje, kaj je bolj primerno v teh časih. Ali solist, odličen solist, kar je prispodoba za centralizacijo ukrepanja, ali pa je boljši dober zbor, kar je prispodoba za decentralizacijo, kar pomeni za prilagajanje ukrepov lokalni ravni. Pa bi zdaj tukaj prosil profesora Hačka najprej, če pove svoj pogled na to, namreč iz predvsem večjih držav so poročali, da se je ta decentraliziran pristop izkazal za primernejšega. Vprašanje pa je, ali je tako ravnanje primerno tudi za Slovenijo. Zdaj, po tem, kar sem trenutno slišal, kaže, da ja, kajti večina od vas je govorila o tem, da so bili ukrepi, recimo kot so bili omejitev gibanja, preveč splošni in obsegali preveliko območje, da torej niso bili prilagojeni posebnostim posameznega prostora. Torej, profesor Haček, solist ali zbor? Zbor. Osebno sem vedno pristaš in zagovornik decentralizacije. Vidim mnoge prednosti decentraliziranega pristopa v primerjavi z centraliziranim pristopom. Tudi ob upoštevanju načela subsidiarnosti se vendarle politika oziroma odločitve morajo sprejemati, kolikor se da blizu vsakega posameznika, vsakega državljana. Ne moremo pa tukaj mimo spet zanimive politološke konotacije oziroma dimenzije, ki je najbrž ni bila neopažena. Države, ki imajo zelo močno centralizirano oblast in ta odlično deluje, ki niso nujno zelo demokratične, so se z krizo uspele zelo dobro spopasti. Torej v kritičnih situacijah je morda preveč svobode in demokracije tudi lahko kontraproduktivno, pa je to taka malo bolj provokativna teza pravzaprav. Sem pa osebno zagovornik decentraliziranega pristopa, torej da se odločitve sprejemajo v konkretnem našem primeru, koliko se da blizu državljanov, torej v občinah, v pomanjkanju pokrajin, druge ravni tak nimamo. V redu, ja. Hvala. Še kakšno mnenje na... Ja, morda jaz. Ja, prosim. Če pogledamo pravzaprav vse pretekle ukrepe od marca oziroma aprila pa do danes, vidimo, da je šlo pravzaprav za kombinacijo med zborom in solistom. Namreč odločitve so bile pogosto seveda centralno sprejete, ampak izvajale so se pa decentralizirane. In ne nazadnje, ne gre samo za to, treba je vendarle ugotoviti, da vmes ni zamrl medinstitucionalni dialog med občinami in državo. Prav
spomnim se, 2 pristojna ministra sta že sredi meseca aprila pravzaprav na Brdu, pod takrat znano omejenimi pogoji, povabila predstavnike vseh 3 reprezentativnih združenj občin ravno zato, da bi se posvetovali, na kakšen način koordinirano delovati, kako pravzaprav vzpostavljati v teh omejevalnih pogojih en normalen dialog, normalen seveda v navednicah. Ne. In se mi zdi, da takrat je nastala tudi ideja o posebni delovni skupini za lokalno samoupravo, ki bi se redno nekaj mesečno sestajala in ravno v ponedeljek se sestaja drugič mimogrede. Tako da se mi zdi, da odgovor na vaše vprašanje ne more biti enoznačen. V redu, Ja, hvala če lepa. lahko še jaz. Izvolite. Jaz bi kar nadaljeval tam, kjer je dr. Lauter zaključil. Sem tudi član te delovne skupine in moram reči, da se je sedaj v obdobju zadnjih 2 let ta oblika vključevanja občin in pa predvsem združenj, v katerih delujemo z vlado, bistveno izboljšala. In smo dejansko eni tistih, ki participiramo pri kreiranju politik države na lokalni ravni in to me veseli. Še bolj me pa veseli podatek, ki sem ga dobil danes od vodje delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, da so zakoni na vseh področjih pripravljeni za javno obravnavo, torej predhodno še mora biti potrjeni v sami delovni skupini, potem pa približno 3 mesece bodo poslani občinam, združenjem, da jih pregledamo in seveda po potrebi dopolnimo. Kajti, veste, nismo se dotaknili enega pomembnega elementa, ki je bil prisoten v času te COVID krize, to je dobava zaščitne opreme. Namreč to zadevno nas je presenetila tudi ta situacija, toliko bolj, ker potem smo bili tudi župani pod velikim pritiskom inštitucij, ustanov, šol in občank in občanov, da zagotovimo zaščitno opremo za njih. Prepričan sem, če bi v sistemu zaščite in reševanja, ki ga imamo dobrega postavljenega v Sloveniji, bilo to prepuščeno regijam, ki bi skrbele za zaloge posamezne zaščitne opreme, da bi to situacijo lažje reševali. Zdaj zaščitno opremo imamo več ali manj in mislim, da tudi tukaj eno področje, kjer se lahko veliko naučimo za naprej. Zdaj pa še okoli te delovne skupine, v ponedeljek je sestanek in ta delovna skupina ima res pomembno agendo za naprej v smislu zmanjšanja stroškov občin, z novim zakonom o zmanjševanju stroškov in tudi v smislu participacije pri zakonodaji, ki bo pomembno vplivala na lokalno raven. Ja, hvala lepa. Prosim, lahko še jaz? Ja, v redu. Jaz sem namreč tudi ukvarjan s temi pokrajinami, že večkrat to smo se že 3-krat preigrali. Upam, da ne bomo dokončali to akcijo tako, kot smo jo do zdaj, 2-krat že, ne. Skušam biti optimist glede tega. Ampak gledajte, to, kar je kolega Lauter rekel, ta dialog med državo in lokalno samoupravo je odlična zadeva in je nujno potreben. Nujno potreben dejansko. Vendar pa po mojem ne more nadomestiti institucionalne mestne ravni med občino in državo, ki ima svoj smisel. To ni naša tema in zato ne bom poglabljal te teme naprej, ampak opozoril pa na nekaj, kar vsi vendarle pozabljamo, ker sem ustavni pravnik, moramo opozoriti na to, da konec koncev imamo že 14 let v ustavi zapisano obvezo za ustanovitev pokrajine in da najmanj, kar je za državo nerodno, da se je tako malo ukvarjalo s tem, da je vmes popolnoma pozabila to, da je ta akcija stekla in da jo podpirajo vlasti državne, me izredno veseli in kot rečeno, upam, da bo enkrat vendarle doživela en srečen epilog kot je do zdaj. Hvala lepa. Preden dam besedo profesorju Hačku, ki mislim, da se je prijavil še, ne, kakorkoli, rad bi pozval še javnost, ki spremlja tole okroglo mizo, namreč smo 15 minut do predvidenega konca okrogle mize.
Tako da, če so kakšne vprašanja, prosim, izvolite jih postaviti v naši klepetalnici. Sicer bi pa vprašal tule dr. Jevška, ki je tudi vključen v zastopanje interesov lokalnih oblasti. Zdaj smo slišali, da je sodelovanje dobro, da se je v zadnjih 2 letih izboljšalo, tudi minister zjutraj v uvodnem nagovoru to poudaril. In tudi v okviru Sveta Evrope se zelo poudarja, kako pomembno je, da občine in druge lokalne pa regionalne oblasti sodelujejo pri kreiranju rešitev in izvajanju ukrepov. Ampak vprašal bi, leta 2017, ko je bil prvi kongres slovenskih občin v Podčetrtku, je bila združitev teh interesnih združenj občin praktično v zraku. Kazalo je, da bo slej ko prej do tega prišlo, pa verjetno, kolikor jaz vem, še ni prišlo. Torej, še vedno imamo 3 združenja. Pa me zanima po vašem mnenju, ali je tudi v zdajšnji situaciji dobro, da so združenja ločena, torej da imamo 3 taka zastopstva, kajti morda so potrebe občin še vedno različne tudi v tem kontekstu, torej v kontekstu pandemije. Torej, kako kaže z skupnim zastopanjem interesov občin v razmerju do države? Vsekakor ni dobro, da imamo 3 različna združenja in že kar nekaj let si prizadevamo, da bi se združili v enotnem združenju, ker potem bi tudi resnici na ljubo lahko bili močnejši. Ampak v situacijah zadnjih 2 leti, 3 leta lahko rečemo, da smo združenja kar enotno in skupaj zastopali svoje stališča, da ni bilo bistvenih odmikov pri stališčih. Jaz imam občutek, da smo na dobri poti, kajti mestne občine, ki imamo svoje združenje, smo nekako že se zedinili, da bomo delali na tem, da vstopimo v neko skupno združenje, prav tako skupnost občin Slovenije kot največje združenje. Mislim, da je problem pri zadnjem združenju občin Slovenije, ker tam resnici na ljubo so pa res že v času ustanavljanja bili razlogi za ustanovitev tega združenja prav v različnosti. Tam so zastopane večinoma manjše občine, ki imajo drugačne potrebe, to je treba povedati. Vendar osebno moje stališče je, da se da znotraj enotnega združenja v okviru nekih sekcij enotnega združenja tudi upoštevati vse te različnosti, ki so, to je treba povedati, med posameznimi občinami. Različne potrebe, različni interesi. Skratka, tudi sedaj na zadnjem predsedstvu Skupnosti občin Slovenije smo se dogovorili, da bo to ena od naših nalog v prihodnje in da še intenzivneje poskušamo z ostalim 2 združenjama narediti ta korak naprej. Podobno je po pokrajinah. Velikokrat smo probali, pa nam še ni uspelo, ampak smo optimisti. Dobro, hvala lepa. Zdaj bi pa še kolega ministra Hočevarja prosil, da pove nekaj o izkušnjah občine Grosuplje z digitalizacijo. Namreč prej je bilo že omenjeno, da je bilo v tem času zelo pomembno, kako so potekale komunikacije med občino in občani. Pa me zanima, če lahko na kratko poveste vaše izkušnje in morda poveste, kje je glavni problem ali pa izziv za ostale občine. Potem bi pa počasi zadevo zaključili in bi prosil vsakega od vas, da boste v 2-3 stavkih recimo podali neke zaključne misli. Torej, magister Hočevar, kako kaže z digitalizacijo občin v kontekstu pandemije, pa tudi mogoče malo širše? Hvala lepa za vprašanje. Kot sem že uvodoma dejal, na občini Grosuplje smo že pred 3 leti šli v enotni portal e-občina, kjer je v bistvu občan lahko dobil vse vloge, plačal takse, vročal in tako naprej. In to je v času te epidemije prišlo zelo prav. Ko smo pač zaprli občinsko upravo za obiske in ko so občani rabili razna potrdila, soglasja in je vse skupaj teklo, je bilo veliko manj slabe volje in vsak je bil v bistvu je dobil ta servis, za katerega smo to tukaj zadolženi. Zdaj skozi, bom rekel, operativno delo smo tudi ugotovili, da tudi če imaš ta sistem vzpostavljen, dokler ni bilo potrebno, se je veliko manj uporabljal.
Še vedno je včasih tako prijetno parkirati, pa iti malo na občino, pa še malo pokramljati, kdaj bomo tisti graben očistili, pa kdaj tisti jašek spucali, pa ene pol urce preživeti na občini, ne. Zdaj pa, ko to ni bilo možno, pa si sosedu za računalnik, pa veliko hitreje, veliko ceneje vse skupaj opravil. In ta porast v bistvu elektronskih vlog in vsega ostalega je bil izjemen in mi se zdaj trudimo tudi vnaprej, da bi tako ostal, ne. Treba je v bistvu ljudi konec koncev tudi navaditi, da uporabljajo ta orodja, ki so zelo, zelo enostavna. En tipičen primer bi vam povedal, recimo, ko smo uvedli parkirne sisteme, smo šli v neko mobilno aplikacijo Easy Park, ne, ki je tako enostavna, da ko parkiraš avto, z 2 klikoma na telefonu tudi plačaš ali brezplačno označiš parkiranje ali karkoli, ampak se je zelo, zelo malo uporabljalo. Še vedno so ljudje hodili 50 metrov v eno smer do parkomata, polistek ga dajali na armaturo in 50 metrov nazaj, namesto da bi tista 2 klika naredili, ker sta zelo enostavna. In enostavno nam ta primer pove, da je tudi glede e-poslovanja občine potrebno osveščati javnost, potrebno jim nuditi support in jim pokazati, da lahko od doma za računalnikom dobijo neko storitev hitreje in ceneje. Zdaj, potrebovali bi sigurno na občinah nekaj sistemskih rešitev, katere bi po moji oceni Ministrstvo za javno upravo mogel enkrat reči bob in te stvari na področju informatizacije narediti. Mislim, da bo v okviru sredstev, bom rekel, ki bojo namenjena covidu, se našlo tudi lahko sredstva za informatizacijo, da bi se zadeve poenotile, tisti, ki poznamo ali pa poznate zadeve na občinah, zelo, zelo različno je, ne, katere programe uporabljamo, katera orodja uporabljamo, nekdo uporablja ta program, nekdo drug program, sistemskih stvari ni, no. Oziroma bi morda tukaj, kot je dr. Jevšek povedal, morda pri določenih sistemih tudi združenja ali pa združenje, se v celoti strinjam z vašim pogledom, moralo bi biti eno združenje in tisto združenje morda peljalo določene zgodbe tudi na področju informatizacije, da bi bile zadeve poenotene, kar bi dolgoročno bilo hitreje, ceneje in bolj enostavno ali pa bolj primerno uporabniku, ne. Občine smo tudi pri uporabi določene informacijske tehnologije vseeno specifične. Marsikdaj se nas poskuša primerjati z gospodarstvom, ne. Vsi si želimo biti podobni gospodarstvu, ampak naše naloge, naše obveznosti so drugačne in tudi informacijska podpora je delno drugačna in bi mogli stremeti po čim bolj enotni zgodbi. Hvala lepa. V redu, najlepša hvala za to mnenje in te podatke. Čas naše sekcije se počasi izteka. Po mojih podatkih vprašanj iz publike zaenkrat ni, zato bi počasi zadevo povzel. Torej v tej dobri uri našega srečanja, ki se je začelo zame osebno precej stresno, ker smo imeli malo tehničnih težav, pa že dopoldne smo se precej koordinirali, ampak kljub vsemu, no, nam je, mislim, da uspelo osvetliti kar precej vprašanj, torej tako ta sistemska, o demokraciji, o razmerju med politiko in stroko, o vlogi javnih uslužbencev, o sodelovanju med državo in občinami, kot tudi predvsem praktično vprašanje, recimo vezana na digitalizacijo. Nekaj tem je še ostalo nedorečenih, neodprtih, žal to ni bilo mogoče, pa morda ob drugi priložnosti. Zdaj bi vas pa prosil, da v okviru tega, kar smo danes govorili, pa morda česa še nismo naslovili, da recimo v 2-3 stavkih podate neke svoje zaključne misli, vezane na zadnjega pol leta, na naše izkušnje in na to, kaj mislite, da je recimo pomembno za bodoče delovanje naše lokalne samouprave. Prosim, morda kar po vrsti, kot ste na zaslonu, profesor Haček. Jaz bi izpostavil, da imamo vendarle v Sloveniji dobro delujoč sistem lokalne samouprave, v katerem imajo državljani mnoge možnosti participirati pri odločanju, pri tem se pojavljajo še nekatere nove v zadnjih letih, recimo participatorni proračun, in da jim po dolgih letih precej nelagodnega odnosa med lokalno samoupravo na eni in državo na drugi strani smo vendarle videli v zadnjem obdobju izboljšanje tega odnosa in naj zaključim v upanju, da je nedavni sestanek predsednika vlade z župani kot prvi takšen sestanek po dolgih letih
znanilec še boljšega odnosa, ki ga bodo, upam, zaznamovali tudi številni uspešni projekti financirani iz skladov Evropske unije. Hvala lepa. Dr. Lavtar. Ja, ta dober in intenziven medinstitucionalni dialog med vlado in občinami je imel za posledico tudi hitre in zgodne reakcije vlade, ki se je takoj zavedala temeljnih problemov in težav občin v času razglašene epidemije, zato je že z aprilskimi in kasnejšimi paketi COVID zakonodaje predlagala parlamentu nekatere pomembne ukrepe, najprej takojšnje zvišanje višine povprečnine za občine, potem omogočene povračila nadomestil plač tudi za javna podjetja, ne nazadnje tudi z omilitvijo pogojev za izvajanje javnih naročil, za možnost oprostitve najemnin in podobnih ukrepov, ki jih je še kar nekaj. No, in mislim, da je pravzaprav dober medinstitucionalni dialog pravzaprav nujna predpostavka dobrih odločitev na državni ravni, ki zadevajo občine. Hvala lepa. Magister Hočevar. Jaz se strinjam z obema predhodnikoma. Veliko je bilo narejenega na to novo situacijo, na katero smo prišli, in potrebno je s tem nadaljevati. Sredstva, ki jih je ta vlada izpogajala v evropskem proračunu, obetajo, in če bomo slovenske občine pripravljene na vse te nove izzive z novimi projekti in pa z novo evropsko perspektivo, lahko zelo veliko dobrega storimo za naše občanke in občane. Hvala lepa. Profesor Grad. Ja, hvala lepa. No, gledajte, moj splošen tisk, kakršnega sem imel v tem zadnjem obdobju, okrepljen z razpravo današnjo, je pravzaprav, da lokalna samouprava pokazala, da je sposobna reagirati tudi v bistveno bolj zahtevnih situacijah, kot so običajne. Ta splošen tisk pravzaprav mislim, da velja kar za več ali manj vsaj za večino občin, po moji vednosti. Tako da z tega vidika bi jaz pritrdil temu mnenju, da je naša lokalna samouprava dosti utrjena, dosti krepka in je seveda pomembna tudi za demokracijo. Atomski fizik Saharov Nobelovec je enkrat izjavil, da Rusija ne bo imela demokracije, dokler ne bo imela dobre delujoče lokalne samouprave. Hvala lepa. In še dr. Jevšek. Ja, govorili smo več ali manj o negativnih učinkih COVID-a, jaz bi pa zdaj za konec, za en tak optimističen zaključek povedal, da se je pa pokazalo v COVID zakonodaji, da se da marsikatere probleme rešiti na hitro, brez velikega filozofiranja. Pa ne mislim samo na povprečnino, tudi na ostale zadeve, ki smo jih z vlado uspeli dokaj hitro rešiti skozi COVID zakonodajo. Čist na koncu pa še tole, načelo decentralizacije in subsidiarnosti mora biti naša mantra pri vseh ukrepih, ki jih izvajamo, in se mi zdi, da nikoli ne bomo mogli reči, da smo naredili popolnoma vse za uresničitev teh dveh načel. V redu, najlepša hvala. Pogled na uro kaže, da smo točni, torej izkoristili smo čas, ki je bil na razpolago. Najlepša hvala, da ste se odzvali vabilu na okroglo mizo. Upam, da se bomo naslednje leto lahko srečali na fakulteti, pa tudi na kakšnem drugem dogodku še. Se vidimo, da se na tem področju stvari stalno dogajajo, dinamika je velika. Hvala tudi vsem poslušalcem oziroma udeležencem, ki spremljajo nadaljavo. Želim vam vse dobro v bodoče. Vidimo, da smo se bili sposobni prilagoditi tudi tem razmeram in tudi jaz sem optimist, torej učimo se, dobivamo nove ideje in mislim, da nam bo uspelo na koncu spet vzpostaviti tako stanje, vsaj približno, kot smo ga imeli pred izbruhom. Hvala lepa in srečno sem. Srečno.